Bliža se lep dan oziroma vikend ali prosti dan in smo si zaželeli, da bi šli nekam v hribe na pohodniško pot. Ampak to lahko poiščemo najbolje na eni najboljših strani, to je Hribi.net. Jo poiščemo. Seveda zaželeli smo si eno lahko pot, recimo po Pohorju. Gremo na seznam gora, kliknemo Pohorje, poiščemo našo destinacijo, recimo Mariborsko Pohorje Areh, to je Ruška koča. Kliknemo pot. Tukaj najdemo podroben opis poti, ki je kar dobro pripravljen, prikazan s slikami, vendar tukaj ni GPS sledi, ki bi nam lahko v danem primeru, če ne bi bili 100% glede poti, pomagal. Recimo izgubljene markacije, poglejmo še drugo pot, drugo varianto poti. Tudi tukaj ni GPS sledi za prenos, tako kot je to urejeno v tujini. Zato mnogi blogerji, ki pač prehodijo, pohodniki, objavljajo na svojih blogih GPS sledi, in če poznamo katerega od teh, mu sledimo na spletu, lahko včasih v katerem članku, ki ga objavi, tudi najdemo GPS sled za prenos. Torej poiščemo članek, kjer smo brali o tej poti. Odpremo članek. No, in tukaj se nam prikaže varianta, da se lahko prenesemo GPS sled, tudi sliko, katera pot je bila prehojena. Kliknemo tisto povezavo, se nam odpre vsebina, ki jo lahko prenesemo. To sta dve datoteki, GPS in fotografija. Kliknemo zgoraj desno, prenesi. Se nam prenese datoteka, sicer v obliki zip datoteke, to je stisnjena mapa, ki jo razširimo, recimo z brezplačnim 7zip ali pa tudi z WinZipom. Shranimo v mapo, ki jo izberemo. Dobimo razširjeno mapo, v kateri sta dve datoteki. Odpremo. Tukaj vidimo dve datoteki. Ena je GPS, drugo pa je slika oziroma slika poti, zemljevida, katera prikazuje traso prehojene poti. Tudi višinski profil poti, ki prenesemo to datoteko shranimo nekje neko mapo na telefonu, poiščemo, kamor smo to shranili. No, in tukaj je Mariborsko Pohorje Areh, kar iščemo. Se nam odpre pogovorno okno Locus Map, odpremo z Locusom Mapom in tukaj nam se prikaže uvoz, kliknemo uvozi in se izriše pot z debelo modro črto. In ker so tudi označene druge poti ali kolesarske v Locusu, si lahko tudi spremenimo barvo sledi in debelino črte. Tukaj še lahko nastavimo vidnost zemljevida ali nevidnost. Potem kliknemo nižje, mapa, pogled mape, slog črte
izberemo barvo, v tem primeru recimo svetla, fluorescentna, zelena, nastavimo debelino spodaj, kjer vidimo piksel, lahko na tanjšo črto, shrani spodaj kliknemo, pogledamo na zemljevid in tukaj dobimo izrisano črto, svetlo zeleno, recimo po želji, pot, po kateri bomo hodili. V primeru, da izgubimo markacijo, spregledamo ali kakorkoli zaidemo na kako stransko pot, potem še lahko spremenimo po želji v kakšno drugo barvo. Recimo v svetlo modro, fluorescentno modro. Tukaj je naša sled v fluorescentno modri barvi, da lahko razločimo, katera je naša sled. In tako se lahko potem kot dodatni pripomoček na poti, če bi slučajno izgubili pot.